Stanovati prav v središču Ljubljane, pod gradom, a vendar visoko nad mestnim vrvežem. Takšno zapeljivo željo si je uresničil par, ki je sicer doma na jugu afriške celine, a se jima je naše glavno mesto usedlo v srce med njunim obiskom Slovenije. Omenjena tujca sta našla zanimivo ponudbo na enem od mestnih trgov, kjer so v stari stavbi prazno podstrešje začeli preurejati v več stanovanj. Ureditev sta lastnika zaupala arhitekturnemu biroju iz Ljubljane. Mlada arhitekta sta upravičila zaupanje naročnikov in zasnovala elegantno, sodobno stanovanje. Dobili smo nek tak zelo vljuden mail z razlago tega, kje projekt je, če bi imeli čas oziroma če bi nas tak projekt zanimal. In smo v bistvu seveda z veseljem pritrdili. Tekom sestankov, telefonskih klicev smo v bistvu nekaj izhodišča nastavili. Veliko te komunikacije je šlo pa po e-mailih in tako. Skozi te pogovore sva s Primožem nekako videla, kakšno vizijo za stanovanje si sploh želita. V bistvu sta ona dva taka zelo preprosta človeka, ampak z eno tako zelo jasno vizijo, mogoče z izostrenim očesom do lepih detajlov in do lepih stvari. Veliko ima pomen ta visoka kakovost bivanja, kar je bilo pol tudi glavno vodilo pri oblikovanju tega stanovanja, v bistvu pri oblikovanju koncepta, da ustvarimo nekaj v bistvu zelo čisto, jasno, ampak na drug način brezčasno, brez nekih odvečnih elementov. Kako je bilo pravzaprav, ko sta prišla sem? Oziroma, kako je sploh tole se začelo? To je bilo staro podstrešje. Razvijalec nepremičnine se je odločil tukaj narediti 5 stanovanj. To je eno izmed njih. In mi smo se tudi le že kar zgodaj vključili, ker je bilo vse skupaj še zelo surovo. Potem nam je to omogočalo, da malo še predvidimo drugačna, mogoče tlorisno razporeditev prostorov, da malo posegamo zraven tudi pri razmestitvi elektroinštalacij, strojnih inštalacij, izbiri parketa, keramike in tako naprej. Oprema stanovanja in izvedba nedvomno potrjujeta zelo premišljeno izbiro kakovostnih materialov in vrhunsko izvedbo obrtniških del. Dela so trajala približno leto dni. Stanovanje meri 133 kvadratnih metrov. Iz osrednje ulice vstopimo skozi obokan hodnik, vgrajeno je novo dvigalo, tako da nas dvigalo popelje do stanovanja. Potem pa, ko vstopimo skozi vrata, se pa nam odpre stanovanje. Ko vstopimo v stanovanje, vstopimo v tak velik bivalni del, v katerem sta dnevna soba in kuhinja, potem pa sta v stanovanje umeščene še 2 spalnice, in sicer glavna spalnica, svojo lastno kopalnico, spalnica za goste, tudi svojo lastno kopalnico, ter v bistvu še nek tehnični predel, kjer se nahaja utility, toplotne črpalke, razne naprave za rekuperacijo ter še dodatni WC za goste. Posebnost glavne spalnice je, da ima zelo veliko teraso s pogledom na Ljubljanski grad. Druga terasa pa se nahaja v bivalnem delu, kjer lahko občudujemo v bistvu samo jedro stare Ljubljane. Terasa ob spalnici ponuja posebno atmosfero poleti, ko drevje na grajskem hribu zagotavlja prijeten hlad in senco. Torej, v sam koncept našega oblikovanja stanovanja smo poleg nekega pohištva po meri, ki ga je izvedel Mizar, želeli vključiti tudi čim več slovenskih oblikovalcev oziroma produktov slovenskih oblikovalcev, barski stoli, ta lepa sedežna garnitura, tako kot tudi oba enoseda v sobi za goste, viseča mizica. Barvna paleta v tem stanovanju je bogatejša od tiste, ki jo sicer opazimo v večini sodobnih stanovanj. Črni in beli ter naravni barvi lesa se je tu pridružilo več barvnih poudarkov. Večinoma pristopamo k projektom tako, da stanovanje načeloma nudi nevtralni okvir za bivanje. Glavno tisto noto pa pač mora potem stanovalec oziroma lastnik sam vnesti v stanovanje s svojim življenjem. Kako ste razmišljali pri osvetlitvi? Splošna osvetlitev je anonimna, v bistvu zagotavlja samo osvetljenost. Potem pa v glavnih delih stanovanja pa seveda je fino, če se pojavi kakšen poudarek, torej neka luč z volumnom ali pa z nekim posebnim oblikovanjem. Na dedilno mizo so luči slovenskega proizvajalca, ravno tako se pojavi podobna luč v dnevni sobi. V spalnici smo pa prav za ta namen v bistvu oblikovali tudi stensko ambientalno svetilo, ki je v bistvu v obliki neke lune, kot smo se tudi malo pohecali. V kopalnici ne moremo spregledati nekoliko drugačne keramike, kot smo je sicer vajeni.
Tle smo predvsem upoštevali željo stranke, ki si je zelo želela te bele metro ploščice. Ponavadi umeščamo v kopalnice zdaj bolj velikoformatno keramiko, ampak tokrat smo potem sprejeli to idejo in smo potem tudi v tem stilu nekako zelo zadržanem, to spremenili v neko zaključeno celoto. Naj omenim, v bistvu ista keramika, ki je potem na tleh, se potem nahaja tudi na pultu omarice, kamor sta umeščena 2 umivalnika. Pohištvo je oblikovano na enak način kot v stanovanju, da se vse poveže med seboj. Ti dodatki, kot so na primer WC tipka ali pa tuš armatura in pa pipe, pa so iz inoksa, tako da čim manj svetlečega, vse zelo zadržano in prijetno. Kot v večini sodobnih kuhinj je tudi v tej za pripravo hrane postavljen velik otok. Ta kuhinjski niz je zelo dolg, v bistvu gre za 3,60 m dolg niz in tak kos, če ga želimo pravilno zasnovati, da se ne zgodi na delovni površini kakšna fuga, tudi terja nekaj več premisleka. Je pa cel otok izveden v kamnu. Vse, v bistvu input, vse fronte, stranske, hrbet so v bistvu izvedene v tehničnem kamnu. Je kar ena taka osrednja linija tega prostora. Lastnika torej živita na južni polobli, v stanovanju v Ljubljani pa bosta bivala občasno. Zato so vanj vgradili precej pametnih inštalacij. Stanovanje ima pametno inštalacijo, ki uravnava v bistvu vse, od ogrevanja, prezračevanja, osvetlitve, zunanjih senčil, notranjih senčil. Stanovanje ima vgrajene v stropu hladilne panele, tako da tukaj ne gre nikjer za vgradnjo nekih klasičnih klimatskih enot, ampak je vse zelo visoko tehnološko dodelano, potem tudi talno gretje, rekuperacijo. Kakovostno izvedbo najlažje opazimo pri podrobnostih. Stranka je v bistvu tudi izrazila željo potem, da te kosi so nekaj posebnega. Pri načrtovanju smo se potem odločili, da ročajev ne dodajamo, ampak jih vreskamo. Želela sta tudi, da so notranjosti omar lepe, tako da je velika večina omar furnirana tudi od znotraj, tudi predali. Posebnost pri tem so garderobne omare, ki so ravno tako furnirane s steklenimi frontami in osvetlitvijo od znotraj in imajo še to posebnost, da so brez dna, tako da se skozi fronto v bistvu vidi tudi ta lep parket. Ker se nahajamo v tem čudovitem stanovanju, iz katerega se odpirajo pogledi na eni strani tako na Ljubljanski grad in na drugi strani na Mestni trg in Gornji trg, je našlo posebno mesto v stanovanju tudi tole čudovito delo in sicer ustvarjeno po naročilu, zajema pa v bistvu vse motive oziroma glavne motive Ljubljane in našo barvno tematiko tega stanovanja. Ta slika je bila v bistvu podarjena kot darilo lastnika svoji ženi.